Ne priznavam teh točk. Maribor razglašam za posest države Slovencev, Hrvatov in Srbov in prevzemam v imenu svoje vlade vojaško poveljstvo nad mestom in vso spodnjo Štajersko. To so bile besede majorja Rudolfa Maistra 1. novembra 1918 v Mlejski vojašnici v Mariboru. Popoldan istega dne je v Kamniku rojen borec za severno mejo ter pesnik, slikar, postal prvi general Slovenske vojske. Je bil človek, ki se je pravi čas na pravem mestu znašel. Bi lahko rekli, da je bil začetnik osamosvajanja Slovenije. Tako kot drugod po Sloveniji so se danes tudi v Kranju s kulturnim programom dijakov gimnazije Kranj poklonili domoljubu, ki je prispeval velik delež pri nastajanju slovenske države. Moj oče je bil majstroborc, bil je 99-letnik. Prvo je bil kot avstrijski vojak, potem je bil pa pri majstru telefonist, tako da mi je pač razložil to zgodbo parkrat, kako je bilo na Koroškem, kako so Koroško zasedali, približno kako smo Koroško tudi zapravili, tako da tle smo imeli Kranjci ali pa Slovenci kar dosti dobre zasluge. Povedal mi je zgodbo, kako je bil, ko so postavili severno mejo, nekaj nad gospod Sveto, poje kako je z generalom hodil kot osebna pratna po Odslovcu, ker je bil takrat v Odslovcu so bili samo telefonisti, to so bili kot osebna straža generala Maistra, pa Srbi, ki so dajali policijo, druge slovenske vojske nam niso takrat pustili mednarodne ali pa ne vem, kdo se je to zmenil. Tako da teh zgodb bi lahko še kakšno rekel, ampak kaj še za drugače. Pozitivno preseneča tudi število mladih, ki so se danes vsak na svoj način spomnili na prvega slovenskega generala. On je bil res velik človek za Slovenijo in zato mislim, da je pravilno, da smo mu izpovedali pač časti in ga počastili s tem dnevom. Ja, res je zaslužen za to, da imamo še ta severni del še danes, zelo velike naredil za našo domovino. Mislim, da je res pomemben, da se borimo za tisto, kar hočemo. Bil zelo pomemben domoljub, pomemben človek za slovensko zgodovino in je tudi pomagal, da je Maribor ostal slovenski, tako da meni se zdi, da je Rudolf Maister zelo pomembna oseba. Ki je zaznamovala slovensko narodno zavest, ki jo danes tako zelo pogrešamo. Ljubitelj knjig, slikarski samouk, je izdal tudi 2 pesniški zbirki. Za posledicami kapi je leta 1934 v Uncu pri Rakeku umrl. Njegovo ime pa bo odzvanjalo v večnosti.